Družinski prepir pusti enega moškega z življenjsko nevarno poškodbo možganov. Se vsega spomniš? Se spomniš vsega, kar se je zgodilo? Ko preiskovalci sestavljajo, kaj se je zgodilo, se njihova pozornost obrne na eno osebo, 17-letnega nečaka žrtve. Ne moramo več dovoliti, da se fant kar izmaže s takimi stvarmi. Ima odprt primer tam zunaj. Kmalu bo bil še enega. Ja. Ker je skoraj ubil enega. V redu, ampak ste aretirani. Torej, prosim, dajte roke za hrbet. To je Inside the Crime, ki ga predstavlja Law and Crime. Jaz sem Elizabeth Nunes. Sprva je najstniški osumljenec bil obtožen le napada, vendar ko je žrtev umrla, se je ta obtožba spremenila. In bila na koncu prekvalificirana v obtožbo za umor. Je 5. Februar 2025. Smo v Waukesha, Wisconsin. Malo pred 16:45 so bili policisti policijske uprave Waukesha poslani v lokalno bolnišnico. Po poročanju naj bi dispečer policistom sporočil, da je žrtev na intenzivni negi. Ste vi poklicali nas ali? Ne, družina je poklicala. Redo. Gre za incident, ki se je zgodil in je pripeljal do tega. Pred nekaj dnevi, kot kaže. Pred nekaj dnevi je bil udarjen v glavo, prsi in hrbet. Ampak on vam bo povedal zgodbo. Jaz nisem vedela. Nismo klicali bolnišnice ali začeli postopka. Druge stvari so morda nekoliko hujše, kot so sprva mislili. Kako vam je ime, gospod? Adam. Adam, Dan. Lepo vas je spoznati. Žal mi je, da vas poznavam na tak način. Po poročilu o incidentu je žrtev Adam Thompson utrpel možgansko krvavitev, potem ko ga je družinski član udaril v glavo, vrat in hrbet. Incident se je po poročanju zgodil 1. februarja, 4 dni preden so policisti prispeli v bolnišnico. Zaradi notranje krvavitve v možganih Adam ni mogel tvoriti celih stavkov. Toda njegov bratranec je policistom povedal, da bi Adam, če bi bilo potrebno, lahko napisal stavke na svojem telefonu. Vendar je Adam uspel razkriti, kateri družinski član naj bi mu to storil. Nekaj malega vem. Lahko malo razložite, kaj je pripeljalo do te točke? Jazz. Moj nečak je... On ima. Težave z govorom. Ja, o tem so nas obvestili. Imamo ves čas na svetu. In če boste morali pisati sporočila, sem slišal, da je to lahko koristno. V redu. Ali živi z nečakom, ki je to storil? V bistvu... Rekel mi je, da je bil to Roni. Ne, še. 17, veš, imel je prijatelja na obisku in Alicia, njegova mama, mu je rekla, da ne sme prespati pri njem. In potem, v zadnjem trenutku, je bil čas, da gre. In Adam je rekel, da ne more ostati čez noč. In Roni je znorel. In? Huda stvar. V redu. Je to tisto, kar si je ravno pisal sporočilo? V redu. Adam pravi, da je njegov 17-letni nečak Ronnie Fuentes domnevno to storil. Po poročilu o incidentu se je vse to začelo, ker Adam ni dovolil, da bi Ronejev prijatelj prespal pri njih, zaradi česar se je Ronnie razjezil. V poročilu piše, da je Thompson povedal, da je Fuentesu rekel, da mora njegov prijatelj iti domov. Thompson je povedal, da se je Fuentes začel z njim prepirati in kričati. Thompson je povedal, da je Fuentes s pestjo udaril njegovo sestrično v glavo. Thompson je povedal, da je nato v samoobrambi s pestjo udaril Fuentesa. Thompson je povedal, da je nato dvignil obe roki, da bi zaščitil svojo glavo, medtem ko ga je Fuentes še naprej udarjal s pestjo in kričal nanj ter ga imenoval P-boy. Thompson je povedal, da je Fuentes takoj po pretepu zapustil stanovanje in se ni vrnil do naslednjega jutra. To je Roni znorel in te je napadel? Stal je. Rekel mi je, naj vdišnem in... Jaz mu sem rekel, da tega ne bom naredil. Naredil. In rekel je, bolje ti je. In jaz sem rekel, ali kaj? In vstal je, udaril sem ga v obraz. Udaril sem ga samoobramba. In potem je znorel name. Kot da bi en udarec sledil drugemu. Ustavil si se, nisi mu dal več, samo en udarec. Adam je mislil, da se bo tako umiril in da se ne bo še bolj zaostrilo, zato je preprosto nehal.
In tako Casey oziroma Roni ni odnehal. Udaril ga je v vrat, udaril ga je v glavo. Sta ga Casey in Roni pretepala? Ja, Roni, mi ga kličemo Casey, to je njegovo ime. Ja, v redu, torej te napadla samo ena oseba. Ja. Ja, Roni, Casey. Vsi ga običajno poznajo kot Caseyja, ker je Ronijev oče prav tako po imenu Roni. Torej ni nehal udarjati Adama. Udaril te je v hrbet, Ja, udaril te je v glavo, ja, udaril te je v čeljust. ja. Kar mlatil ga je In po prsih. in po prsih. In aprila sem imel operacijo na odprtem srcu. Aprila? Vem, da ima uhajanje možganske tekočine. Slišal sem. Zelo mi je žal, da to slišim. Vsi podjetniki, poslušajte. In če razmišljate, da bi začeli svoje podjetje, boste morda želeli poslušati tudi vi. Poglejte, vodenje podjetja je zelo zahtevno. Zakaj bi si pa še dodatno oteževali delo z ročnim upravljanjem ali zanašanjem na kup aplikacij, ki med seboj sploh ne komunicirajo? Tukaj nastopi naš sponzor Odoo. Odoo je celovita platforma za upravljanje podjetja s celotnim naborom integriranih aplikacij, ki brezhibno povezujejo vse vaše poslovne procese, od prodaje in računovodstva do proizvodnje in celo pošiljanja. Odoo lahko samodejno ustvari profesionalna, elegantna prodajna naročila, račune in račune dobaviteljev. In lahko samodejno dodeli prodajne ekipe, pošilja e-poštna obvestila za vsako fazo prodaje in celo uporablja umetno inteligenco za pripravo poročil, ki vam pomagajo pri sprejemanju odločitev. Za proizvodnjo lahko njihove aplikacije sinhronizirajo zalogo s sprotnimi posodobitvami proizvodnje in nakupov, tako da vam nikoli ne zmanjka zaloge. Za proizvodnjo lahko njihove aplikacije sinhronizirajo zalogo s sprotnimi posodobitvami proizvodnje in nakupov, tako da vam nikoli ne zmanjka zaloge. In ko pride čas za računovodstvo, je tudi to popolnoma avtomatizirano. Odoo lahko izdaja račune, spremlja stroške in celo povzame podatke z umetno inteligenco, da vam prihrani stotine ur. Najboljši del je, da lahko izberete svoje aplikacije in celo ustvarite prilagojene poteke dela, tako da je vse popolnoma prilagojeno potrebam vašega podjetja. Dvignite svoje podjetje na višjo raven in se še danes brezplačno posvetujte z Odoo strokovnjakom na odoo.com/itc. Ponovno, ta dogodek naj bi se zgodil 4 dni, preden so policisti obiskali žrtev v bolnišnici. In zato obstaja razlog. Po poročilu o incidentu je Adam v naslednjih dneh začel dobivati migrene. Vzel je zdravila brez recepta v upanju, da bi si olajšal glavobol, vendar je 5. februarja, ko je Adam poklical svojo mamo, težko govoril v celih stavkih. Adam naj bi povedal, da je njegova mama mislila, da ima možgansko kap, zato ga je odpeljala v bolnišnico, kjer so mu medicinske sestre povedale, da ima notranjo krvavitev v možganih. Ali si, nočem biti žaljiv, ampak ali si imel težave z iskanjem besed, preden se je to zgodilo? Ne. Ali pa je to šele od krvavitve v možganih? V redu. Zgodilo se je v nedeljo. Pritoževal se je zaradi migrene, zaradi res močnega glavobola. In potem je o tem incidentu povedal svoji mami v ponedeljek. Takrat je rekel, da ga boli glava. In kaj se je potem zgodilo? Danes zjutraj je govoril z njo. Imela sem glavobol. Rekla je, Adam, kaj se dogaja? Zdi se mi, da je nekaj narobe. Ni mogel govoriti. In rekla je, prihajam. Pripeljala ga je sem gor in naj bi imel napad, ker se ni mogel spomniti. Mislijo, da je imel tudi napad, ker si je ugriznil v jezik. In se ne spomni, da bi si ugriznil v jezik. Sta bila takrat doma samo vidva? Moja sestra. Ste v katerem koli trenutku izgubili zavest? Ne, Ni vas onesvestil? ne. V redu. Prej mi je povedal, da sploh ni čutil nobene bolečine. Se vsega spomniš? Se spomniš vsega, kar se je zgodilo? Je. Ko je njegov glas, ko se je 3 dni pritoževal zaradi glavobola in migrene. Nikoli prej ni imel migren, kaj ne? Ne. Tu. So fair. So zelo. Seveda. Ko pa je govoril nerazločno, je bila moja sestra zaskrbljena, da ima morda kap, ker ima zdravstvene težave. Je na dializi zaradi ledvic. Imel je operacijo na odprtem srcu. Ima težave s ščitnico. Ne potrebuje nekoga, ki bi bil jezen. Prav. In ko sva bili s sestro, Sva bili to eno. To je pravzaprav všeč. In zdaj to dodaj zraven. To. To ni tako smešno.
Od tistega dne se je zagotovo spremenil, ja. So kaj rekli, če bo to izvinilo ali... Rekli so, da je krvavitev prenehala. Pred približno 2 urama so naredili še en pregled in res je prenehala, ampak ne vemo, kdaj bo. Upamo, da se bo govor vrnil. Naredili bodo še en kontrolni CT pregled, opravili bodo tudi magnetno rezonanco. Je klavstrofobičen, zato ga je malo strah zaradi magnetne rezonance. Trenutno mu ne dovolijo jesti ničesar zaradi magnetne rezonance in operacije zaradi oblog na srcu. In ves dan še ni nič jedel. Ampak Roni, Kje je moj zdaj? Doma? Jaz sem doma. ne moremo več dovoliti, da se otrok izmaže s takimi stvarmi. Tam zunaj že ima odprt primer. Očitno. Kmalu pa je bil še enega. Ja. Ker je skoraj ubil enega. Dejstvo, da živite skupaj, ne glede na to, ali želite ga prijaviti ali ne. Želim, v redu. Tudi če ne bi, mi ga šli aretirati. Hvala. Tako da to zahteva zvezne države Wisconsin. To je kot nasilje v družini. To je nasilje v družini. In v takšnih primerih nimamo diskrecije. Moramo opraviti aretacijo. Torej, ja. Kar me straši je, če je to naredil njemu, kaj ga bo ustavilo, da tega ne naredi svoji babici, Adamovi mami ali svoji lastni mami. V preteklosti je že imel težave in očitno so mu odredili obiskovanje tečaja za obvladovanje jeze. Medtem ko si Adam opomore na intenzivni negi, policisti obiščejo Ronija, ekipa pa očitno točno ve, zakaj so tam. Lahko kako pomagam? Samo pogovoriti se želimo z Ronijem. Potrebujem kratko izjavo o nečem, v kar je bil vpleten pred nekaj dnevi. Hej, kako gre? Prehladno je. Prekleto prehladnica. Nimaš omejeno orožje, pa vse kaj stari. To lahko bremenilo. Ne, lahko ga postiš na sebi. Sam prepriči se, da tukaj ni kakšnih nožev, naš tazega norga. Hvala. To je svinčnik. Sem si mislil, kaj s čim je ošiljen. Delaš domačo nalogo, ali kaj? Hvala. Imam notranji žep, tukaj. Hvala, da ste mi povedali. Torej, slišimo, kaj se je zgodilo z Adamom. Prepričan sem, da veste, o čem govorim. Samo šel ga bom iskati. Mislim, pravkar se dogovoril z njim. Trpi, ampak bo vreden. To je dobro. Kaj se dogaja s tem? Sam sprla sva se in potem so se razjezila drug na drugega in potem, ja. In potem, ja? In potem, ja, midva sva, in potem sva samo začela sva se tepast. Ni trajalo dolg, brojo kakšnih 30 sekund, ampak to je bilo to. Vredno. Zdi se, da je šlo za to, ali lahko lepo ostane tukaj, ali ne. Ja. Da je to? Bil eden od mojih prijateljev. Kako je mi ime? Roy. Ja. Roy kaka? Ne vem njegovega jebenega priimka. Ne veš njegovega priimka? Kaj je, junior? Kaj je? Zasluge trem. Skupaj se vozijo. V resnici sta samo dva. Ne poznaš Royovega priimka? A ne hodi s tabo v šolo? On je kaj, sever? Butler. Little. Ne. The Butler. Kdo še živi tukaj? Samo jaz, mama in potem Frank in... Kako je tvoje ime? Alicia. Alicia? Ja. Mislila sem, da bi to že moralo biti tam noter. To je prvič, da sem tukaj. Ne, jaz... Mislim, zaradi informacij, ki ste jih že dobili, medtem ko ste sploh tukaj. Ti živiš tukaj z Adamom?
Kako dolgo? Približno. Odkar se je Adam rodil. Da, vedo. Okay. No, veste, žal, kadarkoli dva odrasla živita skupaj, po zakonu je tudi 17-letnik odrasla oseba. Kadarkoli dva odrasla živita skupaj in pride do spora, smo dolžni v takšni situaciji opraviti aretacijo. Ne glede na to, ali je želel podati prijavo ali ne, vas moramo vseeno odpeljati na postajo in od vas vzeti izjavo. Prav, kakšen dan, svojo izjavo. V redu, ampak ste aretirani. Torej, dejte roke za hrbet, plašč lahko obdržite, zunaj je mrzlo, s čim sodelujete? Ronnie Fuentes je bil aretiran zaradi napada. Odpeljan je bil na policijsko postajo na uradni zaslišanje. Poglejmo, ali je pripravljen pojasniti svojo plat zgodbe. Torej, imate pravico molčati. Če se odločite pojaviti to pravico, se lahko vse, kar poveste, uporabi proti vas na sodišču. Imate pravico do posvetovanja z odvetnikom. Odvetnik je lahko navzoč pri vsakem zaslišanju. Če se odvetnika ne morete privoščiti, vam ga bo dodelilo sodišče. Če razumete te pravice, ste pripravljeni govoriti v svoj prid. Čast. Ne. Samo predvidevam, da niste več v manekenstvu, zato vas prosim, da potrpite. Govorili bomo o nasilju v družini in podobnih stvareh. Kratka različica tega, kar vam lahko povem, je, da obstaja 3-dnevna prepoved približevanja med vami in vašim stricem. Prav? Torej, morava biti del tega. Pravilno. Torej vi, in to vključuje tudi elektronsko komunikacijo in vse ostalo, ne smete jih klicati ali jim pisati. Popolnoma. Ne vem, kdaj ga bodo odpustili iz bolnišnice, ampak če gre domov, ne smete biti tam. Za 3 dni si morate najti drugo mesto. V redu, ko minejo ti 3 dnevi, potem to preneha veljati. Ampak naslednjih 72 ur, od trenutka, ko ste bili pridržani, ne smete imeti stika z Adamom. To bo že pojasnilo. V redu. Zakonodaja Wisconsina določa določene omejitve za osebe obtožene kaznivih dejanj, povezanih z nasiljem v družini in sorodnimi prekrški. V redu. Zakon Wisconsina 968,075 določa, da mora, razen če je dovoljena izjema po točki C, oseba aretirana zaradi incidenta nasilja v družini v obdobju 72 ur oziroma 3 dni po aretaciji izogibati prebivališču domneve žrtve nasilja v družini in, če je primerno, tudi vsakim prostorom, ki jih začasno zaseda domnevna žrtev. In izogibati se stiku ali povzročanju, da bi katerakoli oseba, razen organov pregona in odvetnikov, aretirane osebe ter domnevne žrtve stopila v stik z domnevno žrtvijo. Je to razumljivo? Oseba, ki je bila aretirana in namenoma krši to določilo, je lahko kaznovana z denarno kaznijo do $10,000, 10,000 ameriških dolarjev, ali zaporom do 9 mesecev ali oboje. Oboje. Domače nasilje pomeni katerokoli naslednjega, kar stori odrasla oseba proti svojemu zakoncu, bivšemu zakoncu ali proti odrasli osebi, s katero oseba prebiva ali je prej prebivala, kar velja za vaju, vidva živita skupaj. Ali proti odrasli osebi, s katero ima oseba skupnega otroka. Namerno povzročene telesne bolečine, telesne poškodbe ali bolezni oziroma namerno poslabšanje telesnega stanja. Dejanja, ki pomenijo spolni napad, kot je opredeljeno v oddelku 940.225, podelek 12 ali 3, ali katerokoli fizično dejanje, zaradi katerega se lahko druga oseba razumno boji, da bo zgoraj opisano ravnanje takoj izvršeno. Dodatne zahteve v zvezi z nasiljem v družini so vam bile pojasnjene. Razumete, da se morate izogibati prebivališča domnevne žrtve ali kakršnihkoli prostorov, ki jih domnevna žrtev začasno zaseda. Izogibati se morate stiku ali povzročanju, da bi katerakoli oseba, razen organov pregona in odvetnikov, stopila v stik z domnevno žrtvijo. Vaša izpustitev iz pripora je pomejena s podpisanim dogovorom, da se vzdržite kakršnikoli groženj ali dejanj nasilja v družini proti domnevni žrtvi ali katerikoli drugi osebi. Vsako dodatno dejanje nasilja v družini v naslednjih 72 urah se šteje za hujše kaznivo dejanje. Če kršite te zahteve, ste lahko kaznovani z denarno kaznijo do 10,000 ameriških dolarjev in zaporom do 9 mesecev za obe kršitvi. Imate kakšno vprašanje zame? Ne, pravzaprav ne. Vrelo. Torej, to je samo zato, da pazim, da ne pridem v stik z njim. To 70 evra. Torej, pri tej zadevi moraš pred sodnika. Aretiran si zaradi povzročitve hudih telesnih poškodb. Kdo je bil napaden?
Povzročanje bolečine nekomu drugemu je napad. Glej. Ja, nocoj vas moramo speljati v pripor. Jutri boste takoj videli sodnika. In potem je dobesedno odvisno od sodnika, ali vam bo določil varščino, ali vas bo preprosto izpustil. Ali pa veste, ne zdi se, da bi imeli obsežne kazenske preteklosti, kaj ne? Tako da bo odločitev sodnika, ali boste dobili podpisno poroštvo, kjer samo nekaj podpišete in vas izpustijo, ali pa boste morali plačati denarno varščino. Ampak tu prijemo zdaj v okrožni zapor in potem boste že jutri videli sodnika. Tako da boste bolj ali manj morali tam prespati to noč. V redu. Tako. Ampak ja, o tem odločijo oni, to nima nobene zveze z nami. V redu. Torej s tem pravite, da tega ne boste naredili v naslednjih 3 dneh. V redu. Torej, tukaj smo izpolnili še en obrazec, ki ga lahko pokažete. Tu spisam. Potem ti bomo za vožnjo tja dali nazaj tvoj čevlje in plašč. Približno 2 tedna potem je bil Ronnie Fuentes obtožen. Obtožbo so prekvalificirali iz napada v umor med storitvijo drugega kaznivega dejanja. Njegov stric Adam Thompson je zaradi poškodb umrl 17. februarja 2025. Ronnie je bil obtožen tudi prekrška zaradi kršitve varščine. Ta obtožba naj bi izhajala iz dejstva, da je bil srednješolec v času aretacije na prostosti zaradi varščine za nepovezan zločin. Izrekel se je za nedolžnega glede obtožb, sojenje pa se je začelo februarja 2026. Porota je o primeru razpravljala približno 7 ur, a ko so se vrnili z razsodbo, so ga spoznali za krivega po vseh točkah obtožnice. Ronnie Fuentes je bil aprila 2026 obsojen na 8 let, 4 leta začetnega zapora, nato pa še 4 leta podaljšanega nadzora. Spletni zapisi kažejo, da prestaja kazen v Dodge Correctional Institution v Wisconsinu. Hvala, ker ste poslušali to epizodo Inside the Crime. Sem Elizabeta Nolnar.